Lepo pozdravljeni v naših EU prispevkih. Danes bomo govorili o temi, ki je zelo zanimiva za vse nas, tudi o izobraževanju in pa predvsem o tem, da je iz Evropske unije prišlo 11 milijard evrov za boj proti COVID krizi. Profesor dr. Mojmir Mrak nam bo povedal, kam bo šel ta denar, zakaj ga bomo porabili in koga bomo obdavčili. Torej več izveste v naslednjih minutah. Govorimo pa danes tudi o izobraževanju, kje smo, kam gremo in s kakšnimi dejansko posledicami se moramo vsi skupaj boriti. Tukaj bo spregovoril dr. Milan Zver, evropski poslanec, ki pa v vseh teh stvareh, v tej COVID krizi vidi tudi pozitivne stvari, ne samo negativne. In seveda takšne zbiramo tudi mi, torej poglejmo si prispevek. Evropski parlament je konec oktobra 2020 sprejel resolucijo o prihodnosti evropskega izobraževanja. Resolucija vsebuje priporočila, predvsem o tem, kako zmanjšati razlike med državami članicami na področju izobraževanja in poučevanja. Praktično vsi sistemi so prešli na spletno poučevanje, dr. Milan Zver pa poudarja, da tukaj ne gre le za negativne posledice in da je sliko potrebno pogledati nekoliko širše. Več ali manj so vsi šolski sistemi šli na spletno učenje, ki nima samo negativnih posledic, to se moramo zavedati. Seveda je težko, ker se vrstniki ne morejo v živo družiti. So pa drugače povezani, morda celo bolj kot v normalnih okoliščinah. Pridobili so neverjetno dodatne veščine in jaz mislim, da imajo tudi pri samem pouku so določene prednosti. Meni pošiljajo učitelji in učiteljice pozitivne izkušnje. Vse, kar se tiče personalizacije pouka, učitelji direktno v neposrednem stiku z konkretnim učencem, dijakom in tako naprej. Evropa, znotraj katere je seveda tudi Slovenija, je bila in je še zmeraj pred velikimi izzivi, ki pa jih rešuje korak po korak, kar pa je še bolj pomembno, rešuje jih uspešno. Če gledamo vse skupaj, celovito, jaz mislim, da se je Evropa zelo dobro odzvala in tudi Slovenija z njo na izjemno hude okoliščine. Študij in dodatno izobraževanje je tako rekoč dostopno vsem, kjerkoli po Evropi, če ne tudi po svetu. Povezovanje, sodelovanje in številne nove veščine. Vse to je prinesla pandemija v sisteme izobraževanja. Dostopnost je večja v nekaterih segmentih izobraževanja in tudi stroški so bistveno nižji. Ljudje pa lahko dosežejo svoje cilje tudi na ta način. In jaz sem celo ponosen na izobraževalne sisteme, zlasti v Evropski uniji, da so se zelo dobro odzvali na nastalo situacijo. Poleg številnih usmeritev in priporočil na vseh pomembnih področjih življenja, pa je Evropska unija Sloveniji zagotovila tudi 11 milijardni paket. Zdravstvo, kot vidite, imamo probleme. Vidimo, da tudi v šolah so cela vrsta problemov z temi digitalnimi stvarmi, tako da to je sigurno zelo koristno. Druga velika smer pa je ta usmeritev na zeleno, na obnovljive vire energije, na ta ekološko vzdržen način razvoja, o katerem vsi govorimo. Mi smo pa kaj dosti naredili na tem. Denar bo treba pametno porabiti, namenjen je reševanju COVID krize in dejavnostim, ki jih je kriza najbolj prizadela. Potoval bo tja, kjer so problemi največji. V proračun Evropske unije delno mi plačujemo vse države, delno se bo pa tudi prvič, to je pa novo, Evropska unija zadolžila na mednarodnih finančnih trgih. In to bo nekaj popolnoma novega, do zdaj se tega ni dogajalo. Del tega denarja v proračun Evropske unije plačujemo vse države članice. Delno pa se bo Unija prvič zadolžila na mednarodnih finančnih trgih. Tako da bo Evropska unija v prihodnje si zagotovila nove svoje vire financiranja, če hočete nekakšne evropske davke. Obdavčili bodo zlasti tiste, ki so okoljsko bolj, kako bi človek rekel, škodljivi, da bojo pač tudi tisti, ki veliko, da rečem tako, svinjajo po okolju, več plačali za to.
potem bodo tudi obdavčene te digitalne stvari, razni Amazon in te stvari, ki jih slišimo. To je cilj cele te stvari, eden od ciljev, kako bo pa to šlo, bomo pa videli. Denar bomo vrnili kot Evropska unija. Izobraževanje torej je zelo, zelo pomembno, šolstvo je pomembno za vse tiste, ki so v vrtcih in tudi v šolah in tudi seveda v kasnejših izobraževalnih sistemih in ustanovah. Vsekakor pa vidimo same pozitivne stvari. Naslednjič spet spregovorimo z evropskim poslancem Francem Bogovičem. Govorili bomo torej o kmetijstvu. To je namreč široka tema in tudi tam iščemo dobre zgodbe. Našli smo jih veliko. Bodite z nami. Potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.